pozdrav tudi z mojega, z našega konca, z obale. Prišla sem na sončka in tako da moram reči, da je občutek izjemno lep in prijeten. Ko je šel ta razpis, sem se predstavljala, želela sem nekaj spregovoriti o pomorskem šolstvu in Slovencev, za katerega hranimo v Pomorskem muzeju Svetega Dušana v Piranu, v katerem delamo že skoraj 30 let ogromno gradiva, predvsem zato, ker obravnavamo seveda pomorščake, večinoma smo bili pa to šolani kadri, tako da bom zelo na hitro predstavila, kako iz avstrijskega obdobja do tiste prve ustanovitve srednje pomorske šole v Žustenju pri Kopru, ki pa danes deluje kot del gimnazije in pomorske šole v Portorožu. Dejansko se je pomorsko izobraževanje na tem področju začelo 1754 v Trstu, v času, ko je kmalu potem, ko je bil Trst razglašen za svobodno luko in ko je bila tudi razglašena svobodna plovba. Takrat je namreč dunajska merkantilistična politika zelo intenzivno vlogo namenila tudi pomorstvu, pokazala pa se je, da potrebujejo predvsem tudi šolane kadre. Na področju zahodne Istre so vse dosedanje raziskave pokazale, da so predvsem šolanje ni bilo, da so se vsa znanja, vsa praktična znanja v glavnem prenašala iz roda v rod, da pomorščaki niso hodili v šole, imeli so pa obvezne tečaje za pristaniške uslužbence. Pomorstvo je bilo namreč za čas Avstro-Ogrske izredno dobro organizirano, imelo je svojo pomorsko vlado, ki je delovala v Trstu, kasneje za ogrski del tudi na Reki, in pod pomorstvo je pač po to vlado so spadale popolnoma vse zadeve, ki so se dotikale morja. Lokalnim oblastem ni bilo prepuščeno skoraj da nič. So pa potem, ko so bile ustanovljene glave veliki ladjarji od avstrijskega Lloyda, Reš kadre naprej, pa vendarle potrebovali šolan kader, ki je znal trgovati, ki je znal voditi tudi evidence, ki je imel poleg pomorskega znanja tudi neko ekonomsko znanje, tako da se je trgovina lahko razvijala in so pač šole ustanovljene na Reki, Bakru, Malem, Novošinu, Novem Kaštelu, Splitu in pa Kotorju, skratka za celo avstrijski pomorski del. Slovenci, ki so prihajali iz celotnega slovenskega narodnega ozemlja, so se šolali po glavnem na vojaških šolah, na vojno-pomorskih šolah, v Benetkah najprej, potem pa tudi v Trstu in na Reki, v glavnem na Reki, tukaj je tudi fotografija. Precej časa pa je veljeval bil ravnatelj te šole tudi kontraadmiral Karl Schaffer iz Sežane, sin sežanskega zdravnika, ki je bil med drugim tudi del član Maksimilijanove ekspedicije v Mehiko. Po upokojitvi je živel v Sežani, kjer je tudi pokopan. Nekaj več o njemu sem pripisala tudi v članku o Krašicah in morju v zdaj posebni številki kronike, ki je šla lansko leto. Po koncu Prve svetovne vojne se je izredno poznalo ta razdelitev in verbalska pogodba med na primorski del pod Italijo in pa ostali del pod Kraljevino Jugoslavijo oziroma SHS. Tako da so fantje iz slovenskega dela hodili v glavnem šole Kraljevine Jugoslavije, do Bakar, Dubrovnik in Kotor. Na tej razglednici desno je prikazana celo, če pogledate dobro črta, med mejo v morju med Reko in pa Sušakom, Bakar je pa kmalu za Sušakom in tam so se šolali Vladimir Prigornik, Joško Rotar in pa številni drugi, recimo iz zasavskih hribov so prihajali in pa tudi od drugod. Na levi strani so pa različni dokumenti od potrdil do pomorskih knjižic, ki pričajo o tem, da so pridobili svojo pomorsko izobrazbo. Ravno tako so bile slovanske šole slovanske kraljeve mornarice. Največ imamo ohranjenega o dijakih oziroma potem študentih Pomorske akademije v Dubrovniku. Recimo tudi Serkij Mašera, narodni junak se je šolal v Dubrovniku.
Potem je brodarsko-oficirska šola v Šibeniku, v Meglinah, v Kumbarju in pa izjemno zanimivo so pa tudi dogodki slovenskih študentov na Pomorski letalski šoli v Divorjah. Tukaj recimo hranimo pri nas v muzeju tudi dnevnik šolanja Polina Zuleta iz Domžal. To je bil recimo sploh moje prvo delo, s katerim sem se začela tudi ukvarjati, ki je opisoval natančno šol, kako je potekalo šolanje, v kakšne smeri so zadeve šle, zakaj je prihajalo do nesreč, ampak vedno z neke človeške pleti, tako da, če se navežem na prejšnjo razpravo, kaj govorijo dokumenti, kaj pa govori osebna izkušnja, je seveda zelo velika razlika. Druga zgodba so bili primorski dijaki in študenti, ki so spadali pod Italijo. Recimo zelo zanimiv primer je primer Zorka Tavčarja, tukaj na fotografiji. To je bil Kraševec iz Dutovelj, ki se je najprej šolal v pomorske šoli v Trstu, potem pa je emigriral v Jugoslavijo. Zaradi svojega, on je rekel, pobalinstva je zamenjal verjetno vse šole, kar je bilo možno predvideti v Jugoslaviji, bil je zelo tak naprit in zanimiv človek. Je pa potem po drugi svetovni vojni je bil postal direktor prve pomorske agencije, ki je bila ustanovljena v Piranu, leta 1947, to je bila agencija Admarit, ki jo še danes poimenujejo kot prvo slovensko ladjarsko podjetje, čeprav o kakšnem ladjarstvu tukaj ni kaj dosti govoriti. Sem ga pa ravno tako z njegovih spominov se je izkazalo, kako zelo pomemben je recimo gospodarstvo in zborovanje zgodovine pomen Ustilje. Prav njegova pričevanja, ki jih je povedal kot že zelo ostarel gospod, so se pokazala kot izjemno verodostojna in se pokrila velikokrat s pisnimi viri, tako da, predvsem pa je to, da ni izpostavljal tiste prve osebe, ni izpostavljal sebe vedno kot najboljšega, edinega in tako naprej, kar se velikokrat pri ustnih virih oziroma informatorjih pogaja. Za vojno mornarico sem želela izpostaviti predvsem dva, ki sta se šolala na jugoslovanskih vojnih šolah, to sta kontraadmiral Ivan Keren. Njegova zgodba je tudi objavljena strani Andreja Rahtena v knjigi Tvorci slovenske pomorske identitete. Rojen v Žužemberku, živel v Kralju, potem tudi v Ljubljani. Bil je, predvsem sta pa skupaj s Sergejem Mešero izjemno zanimiv uvod v drugo svetovno vojno oziroma v pomorsko zgodovino druge svetovne vojne na jugoslovanskih tleh pustila. On je skupaj z dvema podmornicama in pa z ladjo odplul k zaveznikom, potem, ko je jugoslovanska mornarica kapitulirala, se je priključil zavezniški pomorskim silam, bil je celo minister v Kuričevi vladi v Londonu za pomorstvo. Po vojni je pa ponovno pripeljal ladjevje v Jugoslavijo, se je sicer opustili. Umrl je pa nekaj leta 1923 pred osamosvojitveno vojno v Sloveniji, zapustil po našem muzeju prijetno pomorsko zapuščino. Predvsem je bil tisto, kar me mene tako postupno za zgodovino šokiralo, njegova teorija in taktika. Sploh se nisem predstavljala, da lahko vojaki, vedno sem imela čudo, da je neka praksa, ampak da lahko vse tiste vojaške veščine tudi zapišejo in da z različnimi načini tudi te zadeve organizirajo. Med drugim se je udeležil tudi šole, bil je v šoli v Parizu in je pustil pač tudi kot ne samo dijak, velik, ampak tudi kot pedagog precejšnje sledi. Tudi tukaj v bistvu se vse skozi pojavljalo tudi vprašanje, no tole bom jaz štala. Drugi, ki je, za katerega navezujem, je pa Sergej Mešero, po katerem se imenuje tudi naš pomorski muzej. Obiskoval je Vojno-pomorsko akademijo v Dubrovniku, tukaj ga vidimo v njegovih šolskih klopeh, kako je poslušal v
v razredu in pa v praktični pouku. Medtem ko na tem slajdu je pa na prvi sliki sam sebe v bistvu na šolskem zvezu slovenskega slovstva v 4-letni gimnaziji v Ljubljani. Sam sebe že narisal kot monarja za oficirja, kajti že v dijaških letih je sanjal, da bo postal nekoč pomorščak. Tako da hranimo vse, če za to priložnost ni bilo možnosti, ampak o tem smo tudi želeli predvsem njegovih pisanih gradiva, ki predstavlja tudi način življenja v mornarici. Drugo, kar sem podala, ker je malce hudomušna, je pa razglednica iz Ludvika Erjavca, ki jo je poslal domačim, in če preberete drugo pa tretjo vrstico, vidite, kakšen je bil razlog, zakaj so se tudi pomorščaki včasih malo indijaki v preteklosti kot nekaj nevsakdanjega, povedali so, tukaj se nagled bedakov, hotel je povedati, tukaj mi poziramo in smo sami bedaki v vojski, vendar to ni bil razlog, zakaj so fantje odhajali v mornarico oziroma v šole. Predvsem je bil v času med obema svetovnima vojnama status monarškega študenta, status pomorščaka izjemno ugleden, družbeno visoko vrednoten, izjemen ugled so doživljali, predvsem pa so računali na izjemno dobro izobrazbo. In ker so bile te šole relativno zelo zahtevne, je med temi dijaki veljalo, da če so že prišli na te šole, da če so že imeli možnost se vpisati, to pomeni, da so dosti bolj sposobni. Tako da so se tudi malce više vozili. Poleg tega je pa veliko, na primer Ivan Ponte, ki je eden izmed takih pedagog, se je na mornariško šolo vpisoval glavno drugi sin, drugi otrok, kakšne družine, ki ni zmogla zahtevnega plačila študija v domačem okolju. So se pa vsi ti pomorščaki po drugi svetovni vojni, so jih povezali skupaj pri vzpostavljanju slovenskega pomorstva. Niso gledali na to, ali so trgovski ali vojaki, ali so to trgovski mornarici, ali so bili to vojni mornarici, bili so izjemno dobrodošli, zaprosili so za sodelovanje tudi pri ustanavljanju šole. Tukaj vidimo, da je izjemno pomembno vlogo igral tudi kapetan vojne ladje Stanislav Avram, ki je poveljeval tudi ladji Galeb. Šolo se je ravno to ponovanje Pomorske akademije v Dunaju, v Dubrovniku, in bil je poveljnik Galeba v tistih prvih letih neuvrščenosti, tako da to je recimo zdaj ena izmed mojih bodočih domačih nalog, da to njegovo življenjsko kot predstavim, črnc vojske pa tudi na prvi prekoceanki Rok. To so bili vse šolani pomorščaki, Slavko Kavšek, ki ga vidimo na zgornji fotografiji, Vladimir Štolf, Anton Lenarčič, Oskar Metlika, vse šolani pomorščaki, ki so potem postali profesorji, ravnatelji na pomorski šoli v Iranu. Zorka Tavčarja smo omenili, nekateri so postali luški upravitelji, drugi poveljniki, drugi dejansko poveljniki ladij, s kateri se je ustanavljalo ladjarstvo. Prva šola, se zelo hitrimo, ampak vseeno. Prva šola, da bo ustanovljena. Prva slovenska pomorska šola je bila sprejeta že z uredbo oziroma odlokom Pokrajinskega narodno-zgodovnega odbora v Ajdovščini 31. julija 1945 leta. Takrat so sprejeli odlok, v katerem so zapisali, to citiram, v Kopru se ustanavlja Pomorska trgovska srednja šola. Pomorska srednja šola bo imela v letu 45-46 na prvi razred, ostali razredi se bodo spopolnjevali postopoma in da lahko sprejmejo 30 dijakov. Vendar je ta odlok padel v tisto obdobje
diplomatskih, vojaških, političnih, gospodarskih razmer na Primorskem, predvsem okoli tržaškega vprašanja, predvsem delitve Primorske na Julijske krajine oziroma na svobodno tržaško zemljo, na cono A, cono B, in je morala ustanovitev pomorske šole pač počakati do ustanovitve svobodnega tržaškega ozemlja in pa tudi do zagona nekaterih gospodarskih objektov na našem področju, tako da je začela delovati šele 1. marca leta 1947 in to v Žusterni, v tisti vili zgoraj. Takrat so sprejeli nekaj dijakov, pouk je trajal 3 mesece, nameščeni so bili v drugi vili in ravno tako je Slavko Kavšek, ki je takrat že vodil to šolo, napisal, da je stanje takšno, da niti približno ne izgleda tako, da postane ono, kar bi moralo biti matica slovenskih podmoščakov, ker bi dobili osnovo svoje strokovne izobrazbe, ter bi imeli svojo temeljno evidenco, odkot naj bi izhajala pomorska terminologija in tako naprej. Zelo se je trudil, da bi to šolo izboljšal, zelo se je trudil, da je dobival učitelje, predvsem pa so najletele kritike. Najprej smo govorili o kritikah oziroma o odnosu partija učitelji, že takrat se je imela tudi tukaj partija oziroma deli iz Ljubljane so predvsem kritizirali, da ne uspe, ampak v takšnih razmerah, kakršnih je takrat na tem področju, ki so bile predvsem v duhu italijanskega prebivalstva, ki je že začelo migrirati v Italijo, mislim, da so dosegli izjemno veliko. Že naslednje leto se je šola preselila v Piran, danes pa čezlične pomenovanja, danes je pa v tej stavbi kot gimnazija, lektor in pomorska šola. Mislim, da pred 2 leti so se združili z gimnazijci in na ta način dobili svojo samostojnost od leta 1947 naprej. Tisto, kar se mi je pa zdelo izjemno pomembno pri vsem tem, je pa to, da samo kakorkoli gledamo sezname dijakov na pomorski šoli, se pokaže, da so prihajali na šolo, predvsem v tistih zgodnjih obdobjih iz celotne Slovenije. In to je stavek, ta del iz stavka profesorja Lojzeta Maruška iz slovenskega Jadrana 57, da kdo je vse prišel v to obmorsko mesto, tam iz Kranjčevega Prekmurja, iz Prežihove Koroške, iz vinorodne Štajerske, Črnih trboveljskih Trubirjev, sončne bele krajine, gostoljubne Dolenjske in na videz vase zaprte Gorenjske, iz deželja dobrovoljnih prašnikov in vseh krajev Slovenije. Res, vsi so bili zastopani na tej šoli in on je tako malce poetično, leposlovno zapisal, tudi mislim, da je zajel pa bistvo povojnega šolstva. To šolstvo so pač poskušali vsa tista osnovna teoretična in praktična znanja pridobiti, potekalo je v razredu, že to danes imamo slajde, ampak že te fotografije, kako so vse to v šolskem razredu delali, so izjemno zanimive. V prvem letniku sta bile tudi 2 dekleti, Sava Kaluža in Jolanda Gruden, in ker sta bile to 2 dekleti na specifičnem moškem področju, so se tudi takrat na jugoslovanskem smislu objavljali različni mediji, tako da sta bila še takrat izjemno popularne. So pa že takoj, prvo šolsko leto, najeli od Reške linije tudi svoje jadrnice, tisto prva Viševica, potem pa različne druge, kjer so se potem praktično usposabljali. Morali so jih podati v morje, dobiti so morali občutek, da so sploh na morju in pridobiti tista osnovna znanja. Po letu 1954, ko je bila ustanovljena splošna plovba Piran, so pa dijaki imeli res obvezno pomorsko prakso in so v glavnem potovali oziroma prakticirali na ladjah splošne plovbe. Tako da tukaj vidimo recimo od fotografij z Slavnim Reksom, v zadnju še v Žusterni, spodnja pa v Gibraltarju, kjer so s profesorjem Oskarjem Metliko, mislim, da 61-62,
se fotografirali na eni izmed obveznih praks. Ko so končali to Pomorsko trgovsko akademijo oziroma Pomorski tehnikum, Pomorsko šolo, so morali opraviti poročniški izpit in seveda tega, če je bilo še obdobje, ko to področje še ni pripadalo Jugoslaviji, ker pa še vedno cona B, so morali opraviti v Dubrovniku. Tukaj vidimo Borisa Kaluža iz Postojne oziroma Ilirske Bistrice, ki je skupaj s svojimi sošolci v Dubrovniku poročniški izpit opravil, se je potem zaposlil na Dubrovniški oceaniji, kasneje pa delal v Koprski luki, tako da so na nek način vendarle bili tudi sestavni del jugoslovanskega pomorstva. Leta 1954, ko je bilo dokončno znano in potrjeno, da cona B pripada Jugoslaviji, oziroma že nekaj prej, so ustanovili tudi kupili prvo ladjo Sirok, preimenovano poslednjo Martin Krpan. Če beremo narobe, je to Boris. Če vprašamo pomorščake, je bila preimenovana po Borisu Šnuderju, prvem direktorju Splošne plovbe. Če vprašate Šnuderja, je bila preimenovana po Borisu Krajgerju, predsedniku vlade, ki je izjemno podpiral to pomorstvo. In če bi vprašali Nika Kavčiča ravno tako, predvsem zato, ker je bila tudi tihotapska ladja, s katero so tihotapili cigarete in pa kavo in prav s tem pridobivali kapital, s katero so lahko kupovali naslednje ladje. Tako da to je bilo eno zelo zanimivo obdobje, v katerem so se potem znašli tudi ti mladi dijaki. Tukaj vidimo fotografijo dijakov 3. letnika strojništva, od Janeza Zabukovca do Martina Kokalja, kako so se pred ladjo nastavili. In zanimivo je, ker je tudi še edini posnetek fotografije, da to je toliko bolj vredna, da ima napis pristanišča Puerto Limon, to se pravi, s katero so se zakamuflirali in ne priznavali pač slovensko oziroma SDR-ovsko lastništvo. To so primerki šolskih zvezkov, Petra Pavšiča, ki je bil tudi eden prvih letnikov na Pomorski akademiji. Vseeno mislim, da so tako izjemno lični. Nautika, tudi za nautiko, za signalizacijo, za terminologijo. To so stvari, ki jih pač morajo v svojem, morali pač poznati pri svojem odločnem delu. No, tukaj sem pa vseeno se odločila še za primer pomorske terminologije, tudi zaradi tega, ker jo omenja že Slavko Kavšek leta 1947, pravi, kako se bo potrebno naučiti pravile pomorskih besed, vendar smo danes leta 2016 in tega še vedno nimamo popolnoma rešeno, še vedno so veliki problemi, kako uporabljati strokovne izraze v pomorstvu, tako da se že prevladujejo angleški, večinoma pa hrvaški oziroma italijanski. Leta 1961 pa Gradišnik, Ernest Kopriva in Vladimir Naklič, ki so tudi predavali na srednji pomorski šoli, napisali pa pomorsko slovenščino, s katero so nekako poslovenili določene izraze, predvsem tiste, ki jih nismo imeli, in moram reči, da to do danes še vedno edini tak priročnik, učbenik, ki nas usmerja pri tej terminologiji. No, tukaj še nekaj. Pomorska šola, ravno pred 14 dnevi v Piranu, oni trpijo 70. pomorski krst. Tukaj je pač ena fotografija desno zgoraj. Pomorska šola je bila izjemno vpeta v družbeno življenje v Piranu in je dejansko še vedno. Ampak dokler je bila šola v Piranu, pa tudi pa še v Portorožu, so sodelovali seveda popolnoma pri vseh prireditvah. Tukaj so nosili štafeto. Medtem ko ta pomorski krst kot iniciacijski obred, pri katerem krstijo prve letnike, je pa neprekinjeno, res neprekinjeno od leta 47 dalje. Prvi krst je bil v Žusterni in je bil neformalen še, kasneje pa vsako leto v Piranu, tako da je to eden izmed izjemno pomembnih sestavnih delov pomorske šole. Zelo malo so tudi ugotovili, da samo pomorska šola ne bo dovolj, zato so že leta 1960 ustanovili višjo šolo,
Emijo se kasneje priselila v prostore nove šole, kasneje pomorska šola v Portorožu, danes je to od leta 1995 je to fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani. Ima, mislim, da kar precej diplomantov, ki se v glavnem zaposlujejo na kopnem, Luka Koper, različne agencije, predavanj in tako naprej, vedno manj je pa pomorščakov, zelo malo pomorščakov, predvsem tudi zaradi tega, ker splošna plovba Portorož, kot edini ladjar, ki ima še sedež na domačem zemlju, nima več ladje pod slovensko zastavo in kupujejo v glavnem tudi pomorščaki na tujci. No, tukaj samo še v kakšno smer so šli pomorščaki, se pravi, bili so pomorščaki na ladjah. V sklopu pomorske šole je bila dobrih 10 let tudi oddelek za ribištvo oziroma ribiška šola, ki je prav zaradi tega, ker je primanjkovalo ribičev zaradi izseljevanja prebivalcev vzgajala ribiče za ulov in predvsem zato, da so lahko ribe predelovalna industrija, ki je v Izoli bila zelo močna in imela dovolj kadra in pa tudi dovolj surovin za svojo predelavo. Luka Koper je potem po svoji ustanovitvi posrkala velik del predvsem pomorščakov, ki so se predčasno upokojili na ladje, ki so prej želeli zapustiti ladjo in so prišli na kopno. Medtem ko na desni strani so pa predstavniki Slovencev v vojaški mornarici, na zgornji vidimo pokojnega Marjana Pogačnika Levo, podmorničarja iz Kranja, ki je bil izigral v jugoslovanski vojni mornarici izjemno veliko vlogo in med drugim tudi pripeljal podmornico v Pil, ko je pokojni. Spodaj pa kapitana poročnika Andreja Pečarja, aktualnega poveljnika vojaške ladje Triglav iz vojašnice slovenskih pomorščakov v Ankaranu, ki je vodil tudi 2 misiji, vojaški misiji, 2 humanitarni misiji na Južnem Sredozemlju. Šlo je za reševanje migrantov, ki iz Severne Afrike na čolnih migrirajo v Italijo in med drugim poučuje o tem hudem stanju tudi tako, da je recimo v Pomorskem muzeju v Piranu pač pripravil predavanje, izjemno zanimivo in predstavil to perečo svetovno problematiko na nek malo drugačen, bolj praktičen način, ne vedno samo teoretičen. Tako da, jaz sem na koncu, hitro sem prebrala, zelo bolj en tak pregled, če bo napisano, bo pač več. Bi pa opozorila, da več o šolstvu res lahko preberete v tem, ko je že gospa Lemutova povedala v knjigu Sidrali smo se na morje, v članku o Pavlinu Zaljetu v prvi številki Anales, v knjigah moja kolegica Bogdana Marinac, Med valovi in oblaki in pa številnih drugih, tako da v šolstvu je precej pa še čaka. Hvala. Ja, hvala lepa. Zelo zanimivo predavanje bilo. Mi je bilo všeč, ker je bilo podprto s fotografijami. Ja. Prej se pravičujem, sem hotela, da nas fotograf slika, ne? Tako da zdaj, kakšna vprašanja? Ne, meni se porajalo, zdaj dokler se nažge računalnik. Prav ta informacija, kako je bilo z ribiči, predvsem pač z tistimi, ki so vodili ladje, z delavci, kje so se izobraževali, ampak ste v bistvu odgovorili na koncu, da je to na nek način tudi delo tega izobraževanja. Ja, pa zakaj? Ribiči, to sem sicer poudarila vmes, ne samo ribiči, tudi pomorščaki. V glavnem govorimo o zahodno-istrskih obalnih mestih, ki je bilo poseben položaj do leta 1954. In ti so se resnično izobraževali tako, kot kmetje doma, obrtniki iz roda v rodu. Vladali so v nulo prakso, imeli so pa zelo malo teoretičnega, tistega pravega šolskega znanja. Med obema vojnama je sicer 3 leta tako predelovala pomorska šola, da je delovala, imamo pričo poročilo mornariškega odreda Koper iz leta 1945, ki pravi, da smo imeli eno ladjo, koliko dijakov in tako naprej. Ta šola je bila pol ukinjena.
Ribiško šolo so pa ustanovili zato, ker se je pokazal velik manko po opcijah, se pravi po odhodu Italijanov v Italijo. Zdaj, Otranski sporazum je sicer določil, da ljudje, ki odhajajo v Italijo, lahko s seboj odpeljejo vse tisto, kar jim omogoča, da bodo drugje lahko preživeli. Ribiči so seveda odpeljali ladje, mreže, kar so imeli. In je res ta vrzel je bila tako velika, ta luknja je bila tako velika, da so jo morali potem naši, ko so leta 54 oziroma 47 začeli to osnovati, hitro zapolniti. Tako da so potem res ljudje, ki so prišli in ki niso imeli stika z morjem, morali naučiti. Tisto Kranjčevo Prekmurje, dežela vinorodnih, ne. Ampak to so ljudje, ki niso mislim, ni bil stik z morjem, ne. Tako da so bili Prekmurci baje tudi izjemno dobri solinarji, ne, velike prostrana polja, ne. Kraševci na morje. Računali so tudi, da bojo Kras popolnoma izpraznili in Kraševce poslali na področje Kopra, Izole in Pirana, da bojo to delovsko bazo zapoveljni, da bodo ravno ti tisti, ki bo šli na morje. Kraševci se niso dali, ne, jih je prišlo malo, večinoma jih je ostalo doma. Tako da različni načrti so bilo. Ko je pa zmanjkalo, so pa prihajali ljudje iz Jugoslavije. Zato je ta raznolikost, zato bi se pokazala tudi prej, ne, pri tem virnih učiteljih, zelo velika raznolikost na obali. Situacija na obali je recimo glede popolnoma drugačna, kot je na neki Koroške ali Dolenjski. Ravno na kar citati se navezala, in sicer je podkrepljeni statistično, ki so prihajali? Ja. Zdaj, da bi vam točno povedala, ne, ampak obstajajo seznami kraju in bi lahko to tudi točno navedli, če bi se dalo. Mogoče za članek, če bo kdaj? Ja, za članek, ker je tudi to, recimo, mi imamo pač kartoteke po različnih obdobjih, tako nekako nadaljujemo tisti za začetek dr. Miroslava Pahra, ampak imamo razdeljeno ne samo po predsedniku, ampak tudi po kraju oziroma po krajini, kot prihajajo. Tako da najprej daš pogledati, ali becedo ali pa kraj imaš tako zelo hitro. Zdaj, ne moramo govoriti, tle se je zelo veliko krat govorilo, ali to slovenska narodnost. Jaz se na to malo distanciram in govorim, iz katerega ozemlja prihajam. Ker recimo že ta Šafer, primer zveni zelo nemško, je bil pa Krašovc, tak trd, pol trd Krašovc, pravi.